Letošnjo Agro bo odprla predsednica republike v soboto 26. avgusta in bo trajala seveda tako kot običajno 6 dni. V teh 6 dnevih se bo na razstavnih prostorih in vzorčnih nasadih predstavilo 1700 razstavljavcev iz 35 držav. Celotna sejemska površina ali razstavna površina in vzorčni nasadi pa obsegajo preko 70.000 kvadratnih metrov. Zdaj, kaj reči o sami Agri? Mi, kot vidite, smo tukaj 4, ki vam bomo to Agro tudi temeljite predstavili. Najprej jaz v uvodu, potem bo Boris o samih razstavljavcih in Sandra potem o strokovnem programu in pa seveda tu imamo še posebnega gosta, to je Marjana Špura, ki bo seveda kaj bolj podrobno predstavil to živinorejske razstave letos. Ja, mi smo rekli, v presinformaciji napisali prva Agra na 60 let podlage. Lahko bi rekli tudi, da je Agra v lanskem letu dosegla upokojitveno starost, ampak mi ne bomo seveda šli v to, kajti Agra se nikakor še ne bo upokojila, niti še najmanj pa se bo postarala, kajti nenazadnje smo ojačali ekipo z mlado ekipo, torej pa tudi z svežimi novimi vsebinami. Zdaj, jaz mogoče o vsebinah ne bi veliko govoril, kajti novosti so praktično na vseh segmentih, tako na področju komercialnih razstav, kjer seveda ne manjka najsodobnejše kmetijske tehnike do seveda avtomobilov. Potem so tu strokovne razstave, ki so prav tako bogate od seveda živinorejskih razstav do vzorčnih nasadov, ki so sicer bili nekaj dni pod vodo. Pa seveda ne smemo pozabiti, da v okviru sejma potekajo pomembna ocenjevanja, mednarodna strokovna ocenjevanja. In pa seveda zelo pomemben, še posebej v tem času, pomemben segment je kongresni del ali strokovna predavanja, ki jih bo letos prav tako zelo veliko, in pa še na koncu ti spremljajoči dogodki, ki pač vedno tudi spremljajo sejem Agra v Gornji Radgoni, tako da tudi tisti obiskovalci, ki hočejo doživeti kakšno tekmovanje ali karkoli, kaki glasbeni vložek, doživijo tudi svoj trenutek. Zdaj, jaz bi se mogoče v tem uvodu dotaknil 2 misli. Eno je tisto, kar pravzaprav že vrsto let na sejmu poudarjamo, to so klimatske spremembe. In če smo lani govorili o suši, ki je zajela skoraj polovico Slovenije ali kmetijskih površin v Sloveniji, pa še potem požari, ki so zajeli pravzaprav dobršen del gozdov, torej predvsem na Krasu. Smo letos pravzaprav priča poplavam in še pred poplavami neurjem, ki jih štejemo pravzaprav med največje v zgodovini Slovenije. Kaj lahko iz tega sklepamo? Da smo pravzaprav v preteklosti verjetno naredili nekaj narobe ali pa še vedno delamo narobe in da bo potrebno v prihodnje marsikaj spremeniti. Predvsem mislim, da moramo spremeniti stvari na področju načrtovanja,
prostorskega planiranja in pa tudi vzdrževanja. Tako da tiste objekte, ki jih zgradimo v tem prostoru, ali je to ruralni ali mestni prostor, je treba tudi vzdrževati. Pa naj si je to vodne površine ali naj so to gozdovi in kakorkoli vsak poseg v nek prostor pač pušča tudi posledice. Nekoč smo seveda gledali te naravne nesreče drugod po velikih državah, po Ameriki, ne vem, zdaj vidimo tudi Kanado, ki gori in tako naprej. In vidimo, da je ta globalni svet tako povezan, da pravzaprav vse v neki fazi pride tudi do nas. Vse dobro, tisto, kar seveda rečemo, da je dobro, to se pravi razvoj, ki nam prinaša višji standard in tako naprej, ampak tudi vse slabo, kot so to naravne nesreče in ujme, ki nas tudi doletijo. Seveda danes in tudi na tem sejmu ne bomo iskali krivcev ali vzrokov za to, ker je treba pravzaprav reševati, kar se rešiti da. Seveda pa je treba pogledati tudi na to, kako bomo ravnali v prihodnje. Zdaj, mi smo v teh dneh priprav z nekim strahom gledali na te katastrofalne poplave, pa tudi na dvigovanje Mure, kajti nenazadnje smo tudi na sejmu doživeli to, da je kar 1/3 sejemskih površin bila pod vodo in to ravno tisti najbolj vitalni del sejemskega prostora, kjer so vzorčni nasadi, gozdno-parkovni nasadi in pa tudi hlevski objekti, tako da smo nenazadnje tudi utrpeli kar precejšno škodo, težko jo je oceniti, ker tisto, kar smo lahko sanirali in bomo sanirali do otvoritve sejma, je eno, seveda posledice mogoče večmesečnega dela ekip, ki so delale v vzorčnih nasadih, pa je težko oceniti. Tako da, drugo področje, ki sem ga hotel v uvodu, če bi še k klimatskim spremembam povedal nekaj, kar je mogoče tudi sejem prispeval k temu, da opozorimo splošno javnost, da se klimatske spremembe dogajajo in tudi o posledicah, smo na sejmu letos zgradili kozolec, ki smo ga imenovali kozolec podnebnih sprememb. Ta projekt je bil predviden pred temi poplavami, tako da smo pravzaprav neko vizionarsko gledali naprej in kozolec smo izbrali zato, ker je pravzaprav kozolec nek tipičen element slovenskega podeželja, slovenske kulturne in arhitekturne dediščine in prikazuje, da so nekoč naši predniki znali umno ravnati z svojimi pridelki, saj so v kozolcu lahko sušili svoje pridelke brez dodatne energije, kot to danes ne znamo. Tako da je ta kozolec tudi kot objekt zelo pomemben, ker prikazuje tudi neke vrste trajnostno gradnjo, kajti kozolec je v celoti iz lesa, ki je trajnostni material oziroma obnovljivi vir materiala. Seveda vsebina, ki jo pa dajemo v ta kozolec, pa bo prav tako zanimiva. Mi bomo v tem kozolcu seveda pokazali program povezovalnice, ki bo
potekal pravzaprav ves čas sejma in bo predstavljal torej, kako smo to že imenovali, zdaj sem pa ravno izgubil, partnerstva za vključujočo družbo. To se pravi, pod tem kozolcem se bo dogajalo tudi aktivnosti, ki so povezane z partnerstvom za vključujočo družbo. Podpisovala se bo tudi listina partnerstva za vključujočo družbo, v kateri bo glavna pozornost namenjena dostojanstvu, to se pravi človekovo dostojanstvo, potem odgovornost do družbenega delovanja, potem je pravičnost, to se pravi pravični odprti odnosi tako do sodelavcev kot seveda tudi do narave, in pa preglednost in zanesljivost, to se pravi, da spoštujemo tudi vse tiste norme, ki si jih nekako postavimo. No, toliko seveda o tem kozolcu, več imate tudi v gradivih, skratka, zanimivo dogajanje bo preko celega sejma. No, drugo področje, ki sem ga pa hotel še omeniti, je pa mednarodna razsežnost tega sejma. V letošnjem letu je država partner Indija, kar pomeni, da je, če recimo vzamemo, da je Indija največja država po številu prebivalcev na svetu, da je tudi pomemben proizvajalec kmetijskih proizvodov, nenazadnje mora prehraniti ali poskrbeti vse za prehrano 1,5 milijarde ljudi. Tako da je to ni zelo, prvič, zelo zanimiva država z več kot 9000-letno zgodovino in seveda mi smo lahko ponosni, da je Indija vzela Slovenijo kot tisto državo, v kateri se bo poskušala promovirati in seveda predstaviti svoje načrte za prihodnost. Torej, mi smo že na koncu napisali, kot vsi veste, Indija ima tudi Agro, in sicer mesto Agra, in seveda zato in še posebej je zanimivo, da je v mestu Agra tudi zgradil en šah v 17. stoletju spomenik oziroma mavzolej, Taj Mahal, to poznate verjetno vsi. In seveda mi poskušamo v nekem smislu z sejmom Agra zgraditi tudi neke vrste spomenik slovenskemu kmetijstvu in naravi. Zdaj, glede na to zgodbo glede Indije, lahko rečem tudi iz lastnih izkušenj, je to ravno to, da Agra kot mesto v Indiji, ko smo pač prvič vstopili z novo veleposlanico Indije v kontakt, je po prvi reakciji mislila, da to gre za Indijo. Tako da tudi z tega vidika lahko rečem, da je mogoče ta zgodba ravno za letošnjo državo partner Indijo tudi en vzrok tega našega imena sejma Agra. Tako da, kot mogoče taka zanimivost. Kot je bilo že predstavljeno, letošnji sejem Agra ima 1700 razstavljalcev iz 35 držav. Od tega kar 18 neposredno prisotnih držav, kar je, se mi zdi, za zadnje čase bi lahko rekel skoraj en taki rekord, 17 pa je zastopanih. Letos imamo tudi, poleg Indije, ki je že omenjena, tudi še državne predstavitve Bolgarije. Bolgarija bo naslednje leto država partner. Potem imamo tudi zelo zanimivo predstavitev Črne Gore, Severne Makedonije, Madžarske, Kosova, Avstrijske Štajerske, Ukrajine, ki se bo prvič predstavljala tudi kot skupinska predstavitev, pa tudi Senegala.
Teda tudi afriška predstavitev bo tudi na sejmu, tako da lahko rečemo res, da bo sejem Agra res mednaroden. Drugače kot razstavni program, seveda, kot veste, ločimo ta komercialni del, ki ga predstavljajo razstavljalci z svojo opremo in razstavnim programom. Imamo potem tudi seveda ta institucionalni del, kjer sodelujejo vse najpomembnejše institucije, več o tem bo povedala Sandra, in seveda imamo tudi strokovne razstave. Tako da glede samega komercialnega dela oziroma razstavnega programa, tukaj se na sejmu predstavljajo seveda vsi domači in tuji razstavljalci, ki imajo seveda najnovejše inovativne digitalne rešitve, najnovejše tehnologije, vodilne svetovne blagovne znamke so tu zastopane, tako da na sejmu seveda lahko vsak najde, recimo rečemo zadnje modele traktorjev, vseh blagovnih znamk, tudi seveda ostala gozdarska mehanizacija in oprema je recimo tudi, če veste, verjetno v Sloveniji ena izmed najboljših na svetu, spadamo v sam vrh na tem področju gozdarske opreme, potem seveda bojo zastopana semena, sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin, oprema za živilsko predelovalno industrijo, gastronomijo. Na sejmu bodo seveda imamo tudi halo, vinsko halo, kjer so zastopane tudi predstavniki vinske kleti, vinarji. Imamo na sejmu tudi seveda vinski hram, kjer se predstavljajo najboljši izdelki iz ocenjevanja Vino Slovenija. Imamo medeni hram, kjer se predstavljajo tudi nagrajenci iz ocenjevanja medu. Potem mogoče, da še povem kot tako zanimivost, da imamo seveda tudi na sejmu kar nekatere premierne predstavitve. Letos bo recimo imeli premiero klas kombajna, ki bo celo morate vedeti, da pač v Hanovru poteka vsako leto en od vodilnih svetovnih sejmov agrotehnika, ampak ta kombajn se bo predstavil tukaj pred tem sejmom, to pomeni, da bo premierno tukaj na sejmu Agra. To je za nas tudi seveda ena čast, ker je firma Klas pač svetovni igralec. Potem seveda imamo tudi druge razne zanimive predstavitve, tudi kot zanimivost, letos bomo imeli tudi največjo džezvo, ki bo na sejmu predstavljena in tako bo omogočila seveda vsakemu ljubitelju kave tudi brezplačno kavo vsem obiskovalcem, pač dokler bojo seveda imeli dovolj količin, tako da to je tudi ena taka zanimiva, največja bakrena džezva na svetu, ki je tudi vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov in oni bojo kuhali 620 litrov kave, bojo skuhali tako da in razdelili vsem obiskovalcem. Tako da res lahko rečemo, da bo ogromno zanimivih stvari iz vseh različnih področji, tako da res ne bo zanimivosti manjkalo. Mogoče, da se vrnem še na sama ocenjevanja, kot je bilo že omenjeno, do zdaj smo izvedli vsa naša ocenjevanja, na vseh teh ocenjevanjih je sodelovalo 342 ponudnikov, z 1566 izdelki iz 11 držav. Tako da sedaj še pred vrati stoji samo še zadnje ocenjevanje, to je mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme, ki pa poteka tik pred sejmom. Tako da izvedli smo že ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, potem ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov, 49. ocenjevanje Vino Slovenija in ocenjevanje biovin, potem ocenjevanje medenih pijač in ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo. Tako da tudi tukaj lahko rečemo, da vidimo, da je dejansko trend rasti udeležencev na naših ocenjevanjih, kar nas seveda dodatno spodbuja. Kot že verjetno veste, same podelitve medalj iz ocenjevanj pa potekajo potem tudi na sejmu Agra. Tako da to bi mogoče bilo na kratko z moje strani. Zdaj mogoče še te fokusi, kot je bilo rečeno prej, letos imamo med drugim seveda glede na te poplave tudi en od poudarkov na sejmu tudi podnebne spremembe.
tako da se bo odvijali različni dogodki. Več o tem bo seveda povedala tudi sodelavka Sandra. Letošnji poudarek na sejmu je tudi Mednarodno leto prosa. Pobudnica tega mednarodnega leta je ravno Indija. Potem imamo seveda mladi v kmetijstvo, inovacije in digitalizacija, kmetijstvo v prihodnosti, ekološko kmetijstvo, hrana iz naše bližine, prehranska varnost, ki je tudi zelo pomembna, potem krepitev podeželskih območij, biotska raznovrstnost in seveda gozd in les kot naše bogatstvo in prehranska in energetska samooskrba. Kot je bilo danes že večkrat rečeno, poleg komercialnih predstavitev se predstavljajo tudi vse najpomembnejše institucije, ki kot že leta doslej sooblikujejo sam strokovni program sejma na čelu z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, katerega letošnja osrednja tema je ekološko kmetijstvo, zmanjševanje zavržkov hrane in pa promocija prosa. Prav tako bodo promovirali poklice kmeta, gozdarja in pa ribištvo, pri čemer se bodo osredotočili predvsem na mlade, ker na mladih vemo, da svet stoji. Predstavili bodo svete kakovosti, izbrano kakovost in projekt košarice za zmanjševanje posledic naraščajoče draginje. Organi v njihovi sestavi bodo na posebnih razstavnih prostorih prikazovali dobre kmetijske in pa prehranske prakse. Kot vsako leto doslej bodo organizirali jutranje srečanja ob kavi z ministrico in državnimi sekretarji ter sodelovali na strokovnih posvetih številnih drugih institucij. Prav tako pa pripravljajo več tehtnih strokovnih posvetov in pa okroglih miz. Eden izmed pomembnih soigralcev pomurskega sejma je tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki sodeluje pri organizaciji strokovnih razstav živali in pa pri podelitvi priznanj z področja kmetijstva. Pripravljali bodo svoje dejavnosti, različne projekte, pa tudi pridelke in izdelke. Strokovni sodelavci pa pripravljajo tudi številne dogodke in sodelovali bodo tudi z drugimi institucijami. Kot eden takih zanimivih dogodkov bo tudi potekal v soboto razgovor s kandidatkami za inovativno kmetico EU, in sicer kmetica, pomembna ženska v sodobnem svetu. Torek tradicionalno je njihov dan in bo potekalo srečanje ob dnevu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in pa predelitev priznanj s kmetije za vas. Kot vsako leto se bo sejmu pridružila tudi Zadružna zveza v hali A. Na njihov dan, sredo, dan zadružnikov, bo še posebej bogat program z bogatim dogajanjem, saj bo na ta dan podeljena tudi priznanja Zadružne zveze Slovenije. Letos pa se posebej predstavljajo in izpostavljajo aktivno promocijsko kampanjo Grižljaj, ki nas resnično nahrani. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij se svojimi člani predstavlja letos pod sloganom Povezani dosežemo več. Na razstavnem prostoru se bodo predstavljala kmetijska in živilska podjetja s svojimi izdelki, v okviru sejma pa bodo pripravili zelenjadarski posvet v ponedeljek, sadjarski posvet v torek, srečanje partnerjev Srib hrana ter posvet o javnem naročanju in aktualnih prehranskih temah v četrtek. Pomemben partner sejma Agre je tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki z nami sodeluje pri urejanju sejemsko-gozdovnega parkovnega nasada in v nedeljo pripravljajo že 23. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Druge dni pa bodo prikazovali spretnosti lastnikov gozdov pri varnem delu z motorno žago. V nedeljo pa v sodelovanju z ministrstvom pripravljajo okroglo mizo o gozdnem bontonu in nadzoru nad kršitvami v gozdu. Čebelarska zveza Slovenije se letos predstavlja s Čebelarsko zvezo društev Pomurja, ki bo letos praznovala tudi 20. obletnico in bo kot taka tukaj tudi obeležena. Zmeraj smo ponosni na našo podeželsko mladino, ki tudi letos se bodo v nedeljo predstavili na posebni tržnici mladih kmetov. Za mlade obiskovalce pa pripravljajo igro Odkrij agro, pri kateri najmlajši po zemljevidu zbirajo številne žige in v bistvu obiščejo vse pomembne prostore sejma Agra. Namen namreč je, da tako že najmlajši spoznajo širino, ki jo Agra kot taka tudi predstavlja. Pomembni v sodelovanju z sejmom so tudi Univerza v Ljubljani, ki pripravljajo razstavo izbranih domačih živali slovenskih avtohtonih pasem. Organizirali bodo predstavitve rejcev z njihovimi izdelki, kar je pomembno za ohranjanje avtohtonih pasem tudi v prihodnje.
Za najmlajše pripravljajo poseben otroški kotiček in pa delavnice za učence. Dan avtohtonih pasem bo nedelja in kot taka bodo podeljena tudi priznanja. Popestrile pa ga bodo predstavitve na maneži in pa kot rečeno ravno podelitve. Poleg Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani se bo s svojimi programi vsak dan predstavljal tudi konzorcij biotehniških šol, Fakulteta za biosistemske vede Univerze v Mariboru, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Ministrstvo za naravne vire in prostor se bo v hali A predstavilo pod okriljem kot Skupnost naravnih parkov Slovenije. Predstavniki ministrstva pa bodo v ponedeljek še posebej predstavili program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023 in pa 2028 in dobre prakse izvajanja ukrepov na kmetijskih zemljiščih. Letos prvič se bo na sejmu Agra predstavilo Ministrstvo za gozdarstvo, turizem in pa šport. Bogat program predstavitev po posameznih dnevih bodo kronale številne pokušnje domačih pridelkov in pa jedi. V soboto bodo pripravili delavnico o konoplji kot gradbenem materialu, v nedeljo bodo potekale zanimive interaktivne kmečke delavnice, v ponedeljek pa bodo povabili na moderiran pogovor z veleposlanico Indije, pripravili pa bodo tudi strokovni posvet o izzivih in priložnostih rokodelstva na področju kmetijstva, ter v četrtek dogodek z naslovom Odgovorni gastronomski turizem za višjo dodano vrednost. Poleg številnih strokovnih nasvetov, kamor se bodo obiskovalci lahko zatekli oziroma poiskali na Agri, pa je Agra kot vedno vsako leto tudi poučna in pa zabavna za vse obiskovalce. In sicer obiskovalci se bodo lahko nagradili in pa okusili številno zanimivo kulinariko, obiskali številne predstavitve, nepozabna doživetja in pa seveda opravili navsezadnje tudi ugodne nakupe. Kot že rečeno, bodo sejem spremljali sekaško tekmovanje, tekmovanje v plesanju polke, vlečenju vrvi, prikaz vodenja teličkov strani najmlajših rejcev, srečanje starodobnih traktorjev Štajer in pa številna druga stanovska srečanja in pa prijateljski obiski. Vrstile se bodo pokušnje kmetijskih pridelkov, izdelkov dopolnilnih dejavnosti kmetij, dobrot iz reje avtohtonih živali, nagrajenih izdelkov iz ocenjevanj kakovosti Agra 2023 ter Vino Slovenija, Gornja Radgona v vinski hali, vinskem hramu z vinsko kraljico Slovenije Majo Pečarič. Da ne pozabimo, da se vsak obiskovalec lahko tudi pofotografira v našem 3D art muzeju, ki se nahaja v hali D. Vsakodnevno bodo na maneži potekale atraktivne predstavitve živali, v nedeljo in pa torek pa tudi prikaz športnega konjeništva ter v sredo drobnice in pa pastirskih psov. Po vzorčnih nasadih bodo zopet vsak dan zagotovljeni strokovno vodenje in pa praktični nasveti za pridelavo, sploh sedaj po, bom rekla, teh katastrofalnih nesrečah, ki so prizadele dobesedno celotno Slovenijo v preteklih 14 dneh. Brbončice bo razvajala pestra gostinska ponudba in pa najmlajši lahko obiščejo številne otroške kotičke, ki se nahajajo v večjih halah. Seveda pa da ne pozabimo, za te najmlajše so tudi zanimive napihljiva igrala in pa Luna Park, ki jih sejem definitivno ponuja. Tudi na sejmu skrbimo za to, da bi nekako bili bolj zeleno naravnani, zato tudi spodbujamo bolj zeleni javni prevoz. In sicer v nedeljo bodo od Arkonta do Semišča zopet kot že tradicionalno organizirane brezplačne krožne vožnje. Potem redna linija avtobusnega prometa Murska Sobota bo vozila iz Ljubljane v Gornjo Radgono in seveda nazaj. In vsakdo, ki vkupi stopnico, se poteguje za zanimive nagrade. Bom pa rekla tako, mislim, da tudi tisti, ki ne iščejo strokovnih nasvetov, tisti, ki mislijo, da morda se tukaj ne najde nič za njih, pa naj povem, da sejem Agra v sodelovanju z agencijo Relax ponuja zanimive nagrade in nagradne igre in sicer, kdo ve, mogoče pa boste prav vi tisti, ki boste lahko odpotovali v neverjetno Indijo, ali v New York s slovenskim pridihom, ali pa boste šli na kulinarično popotovanje po Makedoniji.
Da pa ne gremo samo v tujino, so zanimive nagrade tudi za Slovenijo, in sicer v agenciji Turizem Slovenija so pripravili zanimivo nagradno igro, kjer so glavne nagrade tematske dogodivščine za otroke od 6. do 12. leta in kjer lahko odkrivajo bisere slovenske obale in pa piranske pešpoti za njihove starše z degustacijami ter nočitvami v Bovcu. Poleg komercialnih in strokovnih predstavitev so, kot je bilo že večkrat rečeno, pomembne tudi strokovne razstave tako živali in pa vrtov. Z moje strani boste slišali predvsem te vzorčne nasade, potem bom pa predala besedo, kar se tiče strokovnih razstav živali, kolegu Marjanu. Kot je bilo omenjeno, vzorčni nasadi se ne pričnejo urejati tik pred zdajci, ampak je to nekako tako, ko se začne prebujati narava, je potrebno tudi zavihati rokave, obdelati zemljo, posaditi stvari, da potem, ko pride tisti termin agre, so naši sejemski vrtovi res v odlični kondiciji. Sejemski vrtovi so bili v odlični kondiciji, zanje smo skupaj s sodelavci in s številnimi, bom rekla, partnerji, ki nam pri tem pomagajo, zanje lepo poskrbeli. Kot veste, ste že tudi slišali, smo utrpeli manjšo oziroma večjo škodo tudi v tistem delu, saj je bila v bistvu voda zalita del sejmišča vse do hlevov, tako da tudi na žalost naši vzorčni nasadi so utrpeli neko škodo, ne bodo v vrhunski kondiciji, ampak kljub vsemu pa bodo opozarjali, bom rekla, zanje bomo pripravili tako, da bodo še vedno zanimivi in atraktivni, zanimive delavnice in pa seveda odgovore tudi za marsikoga, ki se doma sooča s takimi stvarmi, kaj se da, kako mogoče rešiti, kar se rešiti da. Tako naprimer bo biotehniška šola Rakiča na svojem nasadu, ki ga urejajo skupaj z dijaki, letos poudarjala nekako slovenske avtohtone sorte rastlin, predstavili bodo tudi več sort prosa. Letos bi bil premierno predstavljen tako v fizičnem izgledu tudi novi poligon Zeleni dragulji narave, ki ga je začela z letošnjim letom urejati Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije. Bodo pa vsekakor, če ne že tako tam z samim prikazom, pa z okroglo mizo poskrbeli za otvoritev in predstavitev tega poligona. Društvo za permakulturo Slovenije v sodelovanju s seminarsko hišo Amarant je tudi letos obdelala permakulturno-biodinamični center. Zopet bodo tam kot vsako leto potekale delavnice, predavanja. Med 12. in 13. uro pa bodo obiskovalci se lahko svojimi izvirnimi receptami iz prosa tam tudi preizkusili v kuhanju, in sicer, bom rekla, v kuhinji proso a la agra. Tako da vabljeni tudi vi. Vzorčni čebeljak bo zopet vabil s svojimi čebelami na ogled. Gozdno-parkovni nasad, ki predstavlja obstoječe in v luči podnebnih sprememb bodoče drevesne vrste v naših gozdovih, bo v bistvu vodil najmlajše skozenj, in pa kot je bilo že strani predsednika danes omenjeno, je naša novost kozolec podnebnih ciljev, v katerem mislim, da je že predsednik povedal, ki je bil tudi najbolj vpet v sam projekt skoraj da vse. Agra kot osrednji slovenski dogodek v kmetijstvu seveda povezuje zgodbo od igle do aviona, če lahko rečemo čisto preprosto. In v sklopu tega so seveda tudi pomembne členi za obiskovalce in za kmetijstvo tudi razstave živali, kajti brez živali, tudi če vemo tisti slogan, brez čebel ni življenja, tudi ni potem kmetovanja, ni hrane. In Slovenija ima to priložnost, kot vidite, zato sem dal tisti plakat tam zgoraj, kako čudovit biser je Slovenija. In ravno s pomočjo živali ohranjamo to kulturno krajino, poseljenost in pa seveda še enkrat poudarjam pridelavo hrane najvišje kakovosti. Torej, če se osredotočimo na razstavo na Agri 2023, seveda pomembne so vedno kot atraktivne in tudi unikatne živali, pa začnimo najprej pri govedu. Zakaj unikatne? Ker ta žival pride samo enkrat na to razstavo in seveda, ker vidimo na splošno najprej žival kot barvo, kot pasmo, njeno notranjost genetiko pa pravim jaz temu unikat, ker znotraj tega se skrivajo genetske linije, ki seveda prinašajo rejkam in rejcem napredek v obliki proizvoda, to je mleka in mesa. Torej, začeli bomo pri govedu.
V govejem hlevu bo letos predstavljeno vse tisto, kar premore seveda Slovenija. Začnemo ob glavnem vhodu v hlev, torej vsakega obiskovalca seveda najprej pričaka en ogromen oziroma več ogromnih bikov, to so tiste bike z težo 1000 plus, se pravi plemenjaki iz osemenjevalnih centrov Murska Sobota, Ptuj in pa Preska. Torej pasme, kombinirana lisasta s 3 predstavniki, potem rjava z 2 predstavnikoma iz osemenjevalnega centra Preska in pa Chevrolet in limuzin kot predstavniki mestnih pasem. Torej kombinirana je lisasta in rjava, prideluje se pravi rejcu dvoje, mleko in meso, črno-bela je specialist seveda za prijem mleka. Potem sledijo kolekcije plemenskih telic, torej brej plemenskih telic, lisaste, rjave in črno-bele pasme. Na koncu hleva po levi strani dol, če gremo, predstavljajo seveda krave dojinje, ki so zelo pomemben, se pravi člen v prehranski verigi in pa ohranjanju kulturne krajine. To sta 2 francoski pasme, Chevrolet in pa limuzin, ki sta seveda prišli v Slovenijo v zadnjih desetletjih. Medtem, ko če omenimo kombinirano pasmo, pa je seveda, vemo, nastala v dolini Sim v Švici, torej v letih 1870 in tam naprej, ki je tudi seveda podlaga za ostale pasme, predvsem pa tudi za plemenjevanje. Naprej gremo potem od desne strani naprej od glavnega vhoda. Tukaj vas bodo pričakala seveda 2 plemenska bika iz zrelišča Murska Sobota, to se pravi plemenjaka za naravni pripust v mestnem in kombiniranem tipu. Spotoma, če lahko omenim, torej zrelišče Murska Sobota s tradicijo, kakovostjo in pa seveda napredkom in prihodnostjo seveda sledi po letih Agri. Namreč Agri je praznovala lani, mi praznujemo letos 60 let razvoja, napredka, edinstvene in najboljše kombinirane pasme na svetu, ki jo najdemo na vseh kontinentih sveta. Torej, zatem boste še predstavljeni v boksi 2 plemenske telici, mestni in pa mlečni tip, potem pa seveda sledi še naša čudovita avtohtona pasma, to je cika. Vemo, po specifični barvi, tradicija seveda in tudi ta cika seveda popestri naše čudovite planine, pašnike in pa seveda tudi turizem. Namreč govede sovpada, oziroma vsak pričakovalec sovpada z razvojem turizma v Sloveniji, ker seveda to kulturno krajino vzdržuje in pa seveda daje tudi čisto drugi vtis, če je ta žival oziroma tudi katera druga od pričakovalcev na tem prostoru. Potem se selimo na levo v drugi hlev, se pravi hlev, kjer so razstavljeni konji, to se pravi prav tako govorimo o plemeniti živali, še bolj atraktivni od goveda, ker obiskovalci so še bolj dovzetni do tega, ko jih vidijo zunaj v maneži. Torej, Sandra že omenila ocenjevanje, da ne pozabimo, bo v ponedeljek, 28. avgusta ob 10. uri. Tam se bo seveda delila pač s pomočjo sodnikov zgodba o prvem mestu. Takrat se bodo seveda vsake pasme ocenile in tudi podelile ta mesta, potem sledi podelitve in tak naprej. Kar se tiče ostalih stvari, seveda Pekoni bo prav tako, kot je že omenjeno, v maneži vsak dan promocija, predstavitve z strokovnimi komentarji in pa pasemske predstavitve, to se pravi so zastopane in odgovorne verske organizacije. In seveda potem, kar se tiče razstav naprej, gremo od največjih proti manjšim. V istem hlevu bo tudi potem razstavljena in še zraven drobnica, to se pravi slovenske avtohtone pasme, ki so prav tako pomemben člen v verigi proizvodnji hrane in pa tudi ohranjanju kulturne krajine. Torej, da omenim, vsi pričakovalci seveda temeljijo na obnovljivi viri. To je zelo modernen izraz, beseda, vendar trava se na pašnikih obnavlja sama. Tako da je dejansko obnovljivi vir in je dosti bolj pomemben pričakovalec kot pa seveda kosilnica, ki troši pač gorivo. In seveda pričakovalec zaradi kulturne krajine lepše zgleda. To je čist aktualen dodatek. Potem bo seveda iz biotehniške fakultete seveda še manjše živali, to se pravi perutnina. Prav tako biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko, predstavlja vsako leto atraktivne, se pravi tako peteline, ki vsako leto poje in budijo tudi mogoče ljudi iz sejma, pa tudi katere druge, ki pridejo pozneje, s svojim petjem, potem kokoši in pa seveda potem, da ne pozabimo, normalno omenjeni so bili že en dan pastirski psi. To se pravi kraški ovčarji, ki so nepregrešljivi, predvsem v današnjem času vsak dan poslušamo o
ogromno napadi zveri. Torej, kraški ovčar je skupaj z človekom najboljši varuh. Se pravi, oslov ne bomo imeli, oziroma ne bo na razstavi, vendar zakaj omenjam osla? Osel, kraški ovčar je najboljši varuh za odganjanje, se pravi, volkov, teh risov, šakalov, pa tudi medveda. Kajte frekvenca oslovskega glasu je ravno tisto, ki jih preganja, pa tudi se postavi zoper, se pravi, divjad. To je resnica in to že prakticiramo v Sloveniji, kajte ograja niso vse, znotraj morajo biti še psi in pa skupaj z osli. To je učinkovita kombinacija trenutno, dokler se ne bo divjad navadil na to. To se pravi, ti čudoviti psi prav tako in pa seveda prej se je omenjeno tudi za čebele, zočne nasado vas bodo pričakale, seveda tudi obiskovalce, vendar previdno včasih pikajo in tak naprej. Kar se tiče velikega goveda, pa seveda pazljivo, ker ste danes tukaj, da boste prenesli informacijo naprej. Čudovita razstava se pripravlja od 26. naprej, vendar pazljivo, živali lahko odreagirajo, ne se dotikati, ne iznemirjati. Kar se tiče seveda, če sem lahko povem nekaj besed o partnerici, se pravi o Indiji, vemo, da je seveda Indija tista država na svetu, kjer je govedo sveta žival. In tudi značilnost Indije je, da ima seveda največje govedo na svetu, reče se gaver oziroma gaur, se pravi, to govedo meri v višino, torej če gledamo spredaj v vihru med 100, govorimo o moški potomce, 175 do 180 cm, rekord pa dosega, se pravi 2 metra. Če se predstavljamo v tej dvorani, višino 2 metra, to je dejansko največje govedo na svetu. Samice so manjše, nekje na 1,50 m, 1,60 m, vendar ogromna žival. In spet je pa žrkovanec, to pomeni, da ohranja kulturno krajino in pa seveda predeluje. Če pogledamo naše gospodarske pasme, mleko, se pravi, v Sloveniji govedo predeluje živalski vir beljakovin v obliki mleka in mesa in to po najvišji standardi, se pravi, imamo izbrano kakovost in to je tisti cilj dolgotrajni, zraven tega ohranjanja kulturne krajine poseljenosti, da zagotovimo potrošniku hrano najvišje kakovosti. To je prednost Slovenije, glede na velikost države in populacije živali in to se ravno tukaj lahko tudi v obliki teh razstav predstavi, tudi v obliki degustacij. Namreč vsi vemo, ocenjevanje, kot izvaja Agras, edinstvena in ravno mlečni izdelki dobivajo iz leta v leto, se ponavljajo že v obliki šampionov, prav tako pa tudi v obliki mesa in to tisti domači iz pokrajine v Muri. Letos tudi imamo spletni nakup stopnic, tako da je pač lahko obiskovalci kupijo tudi preko spleta ugodnejšo karto. Imamo tudi z določenimi mediji določene dogovore, tudi z Hoferom imamo dogovor o letako promocijskem, tako da drugače odrasla vstopnica je 9 €, potem imamo še seveda ugodnejše vstopnice, upokojenci, starejši 67 €, potem imamo družinsko karto, tudi vstopnico, potem imamo tudi ugodnejše vstope za učence, dijake in študente za 6 €, pa tudi za skupine. In tudi letos, oziroma otroci do 6 let in invalidi, ki spremljevalcev nimajo vstopnine, parking pa je tudi letos brezplačen. Mogoče nismo to dovolj poudarili, da je letos prvič tudi Ministrstvo za gospodarstvo prisotno, kar kaže na to, da Agra le ni samo področje kmetijstva, ampak da je zelo pomembno tudi za celotno gospodarstvo, čeprav po družbenem bruto proizvodu kmetijstvo in proizvodnja hrane ne predstavlja nekega visokega deleža, že zdavnaj so jo prehitele druge dejavnosti, ampak po pomenu pa pravzaprav presega mnoge druge dejavnosti. Tako da toliko bi bilo z naše strani, seveda vsi ste prisrčno vabljeni, da pridete na sejem in da seveda to vse vidite tudi v živo, doživite seveda tako razstave, kot seveda tudi vso strokovno dogajanje.